Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Tokrat se bomo v oddaji aktualno ozrli tudi malo izven meja Slovenije. Mednarodno okolje je vse bolj nestabilno in to ima posledice tudi za Slovenijo. Bi morali biti državljanke in državljani malo bolj pripravljeni na možnost izrednih razmer. Kaj se dogaja in kako poimenovati določene pojave, o tem z našim gostom, evropskim poslancem, ki je tudi zgodovinar, geograf, obramboslovec Vladimir Prebilič. Lepo pozdravljeni. Dober dan želim. Torej, kako se v politologiji, torej o vedi o politiki, imenuje to, kar recimo počne trenutni predsednik Združenih držav Amerike, ker zdaj vsi na vsem svetu spremljamo, kaj reče in kaj sklene Trump? Zelo dobro vprašanje. Pravzaprav lahko bi rekel takole. V znanosti ta trenutek sploh še nimamo pravega izraza za poimenovanje takšnega vedenja in obnašanja. Moram povedati, da je šok res zelo velik, tako ne samo v znanosti, še bolj po politiki. Tudi v samem Evropskem parlamentu pravzaprav se ukvarjamo s tem, kar je pač iz dneva v dan napovedal ameriški predsednik, kar mislim, da je zelo narobe. Ameriški predsednik je pač do ene mere, skoraj da lahko rečem, neuravnovešena osebnost, ki seveda s svojimi dejanji bremeni cel svet. To se sicer strinjam. Je pa tudi res, da veste, na vsako izjavo skoraj ne moramo skočiti. Zakaj? Zaradi tega, ker tudi on se zdaj vse bolj, čeprav težko, ampak vse bolj zaveda, da nekatere napovedi, ki jih on da, oziroma nekatere ukrepe, ki jih napove, pravzaprav ne more realizirati. Ne spomnim samo na recimo carine, ki so bile en dan takšne, drug dan drugačne. Namreč tudi svet, veste, je ena ogromna ladja, kakor en tankar in pluje svojo pot. In seveda, če pride uvere vmes, se lahko zgodi, da ga malo zagunca to ladjo, ta tankar, ampak ne more pa en sam obrniti cele ladje okrog. Tako da tudi jaz mislim, da samo ugotavlja, tudi z Grenlandijo, ne nazadnje, je bil tak primer. Napovedovano je bilo marsikaj, pa so se stvari vseeno deeskalirale oziroma umirile. Je pa dejstvo, veste, da se je politika danes zreducirala v njegovem razumevanju politike na način transakcijskega delovanja. Se pravi, ti bom dal nekaj, ti boš dal pa meni nekaj več nazaj. Tako on to razume, on sicer verjetno je bil nek podjetnik, kakor sem razumel, sorazmerno uspešen podjetnik, in zdaj to preliva na razumevanje politike. In to je slabo. Zakaj? Zato, ker seveda ne morete vi, mislim, lahko tudi, ampak to ne pelje daleč, izseljevati svojih partnerjev, izseljevati svojih zaveznikov, izseljevati svojih sosedov, groziti državam po svetu. To se je skozi zgodovinsko dejstvo izkazalo največkrat za neuspešno in jaz mislim, da bo tudi posledice za Združene države Amerike bodo na neki točki zelo, zelo velike. In ne pozabimo, njegov največji problem, poleg tega, da uzurpira oziroma vznemirja svet, je tudi delovanje doma. Združene države Amerike, tako kot so zdaj polarizirane, niso še nikoli bile oziroma so bile samo v času državljanske vojne. Danes se zdi, da je praktično znotraj ZDA vse skupaj na točki vrelišča in to je predvsem njegova zasluga. Njegova ekstremna retorika, izključevanja nekaterih ljudi, zdaj to izganjanje ljudi, ki so že desetletje živeli v Združenih državah Amerike in seveda pripomogli k temu, da so bile Združene države Amerike uspešna država. To se kaže kot popolnoma zgrešena zgodba in nekoč smo rekli, da so bile ZDA nek primer združevanja narodov, temu se reče melting pot, ko se vsi narodi, ko pridejo, potem zlijajo v enega in to je Američan. Danes se zdi, da je tudi ta stvar pod vprašajem in kot sem rekel, njegova zapuščina v vsakem primeru bo negativna in težavna tudi za Združene države Amerike. Torej, rekli smo, da Združene države Amerike imajo pravni sistem, ki deluje v vsakem primeru, no potem pa vidimo, da umirajo zdaj tudi tam. Tako je. Se pravi, on pod vprašaj postavlja tisto, kar je najpomembnejše, to je vladavina prava. Veste, vladavina prava pravzaprav vse nas ščiti pred tem, da se nam ne zgodijo nekatere stvari, ki smo jih nekoč gledali v času srednjega veka. Tisti, ki je močnejši, pač se je življa na šibkejšim. To je pridobitev, da imamo
imamo mi vladavino prava in on to zdaj postavlja pod vprašaj. In druga stvar, ki se mi zdi tudi zelo pomembna, je ta, da ves čas poudarja to različnost, ne? Se pravi, mi, oni. Ne? In kot sem rekel, Združene države Amerike so bile unikatne v tem, da so kreirale skupnega državljana, zdaj se pa zdi, da hočejo narediti dvopolnost, ne, med vsemi tistimi, ki prihajajo, in še enkrat, ti, ki prihajajo, omogočajo, da ameriška ekonomija dobro dela, ker to so največkrat najbolj pridni delovni, trdo zaposleni ljudje, nekateri po 2 šihta delajo, da lahko uspejo. Zdaj so ti problem te družbe. Ne. Torej, jaz mislim, da to zelo narobe in žal se zdaj ta dvom v vladavino prava seli še v mednarodni prostor, kjer se zdi, da stoletja dogovorjena dejstva v smislu ne posegaš v avtonomijo druge države, ker pač to ni prav in ni dovoljeno, se zdaj postavlja pod vprašaj, ker ste videli, kaj je naredil v Venezueli. Skratka, res ena zmešnjava in kaos se pravzaprav dogaja in to je absolutno negativno za vse. Pa če pustiva Venezuelo, pa omeniva Grenlandijo, kakšne so pravzaprav razlike v teh ozemeljskih težnjah med njim in recimo Vladimirjem Putinom? Dobro. Zdaj, ko se pogovarjamo o Grenlandiji, seveda moramo najprej povedati, da gre za to integralni del evropskega ozemlja. Se pravi, to ozemlje, kljub temu, da so Grenlandci si izposlovali, da se jih v navednicah ne šteje kot del Evropske unije, so oni še vedno del danskega ozemlja, kar pomeni, da so še vedno del naše Evropske unije. To pomeni, da je v tem delu tukaj neposredno napaden, če lahko tako rečem, ozemlje Evropske unije. Načeloma seveda med nami velja dogovor, ne, da si med sebojno pomagamo, da se med sebojno podpiramo. Mi formalno gledano sicer na področju obrambe, zdaj govorim Evropska unija, nima evropske vojske, vse, kar trenutno imamo, je dogovor o posebni bojni skupini, ki se imenuje Evropska bojna skupina, ima približno 1500 vojakinj in vojakov, ki lahko nekako poskušajo zaščititi interese Evropske unije. In zaradi tega sem tudi jaz v mojem pismu pozval predsednico Evropske komisije in predsednika Evropskega sveta, da bi tako enoto lahko vsaj za določen čas namestili tudi na Grenlandijo. Ker se mi zdi zelo pomembno poslati sporočilo, če govorimo o evropskem ozemlju, potem je to del nas in ne moremo se obrniti stran in to ni naš problem. Zdaj, kar se tiče Putina na drugi strani, on seveda je agresor, tlele ni nobene dileme, da se popolnoma razumemo, napadanje druge države je absolutno nedovoljeno dejanje. Seveda ima pa ta konflikt zgodovino. Ne? Ta konflikt ima zgodovino, na katero dostikrat pa tudi Evropa rada pozablja. Namreč dejstvo je, da absolutno še enkrat poudarjam, Rusija je agresor, ampak vendar, če gremo pa 3 korake nazaj, bomo pogotovili 2 dejstvi. Prvič, da je ta del Ukrajine, govori o skrajnem vzhodnem delu Donbaškega, Luganskega in Hersonskega območja, poseljen z večinskim prebivalstvom Rusov, da so ti Rusi imeli določen status, ki so ga izgubili, da smo podpisali, oziroma so podpisali mirovni sporazum v Minsku, in sicer znan je to kot Minsk 1 in Minsk 2, v katerem so botrovale kot porok, da se bo ta sporazum izvajal, tudi evropske države, in sicer konkretno Nemčija in Francija. Obe sta zagotavljali, da bodo v skladno s tem sporazumom v teh regijah, kjer je rusko prebivalstvo res mnogo številno, da se bodo izvajale določene spremembe, kot so upoštevanje ruskega jezika, ruske kulture, tudi neka notranja avtonomija, pa se to ni izvajalo. Ne. To seveda ni izgovor za to, da lahko drugo državo napadeš, da se razumemo. Ampak hočem povedati, da je bil tukaj nek tok dogodkov pred tem, preden se je ta napad zgodil, in jaz bom kritičen do Evropske unije. Mislim, da tukaj nismo naredili vsega, kar bi lahko, in bi lahko mogoče od predsednika Zelenskega na neki točki zahtevali, preden se je zgodila vojna, da seveda res začne z izvajanjem dogovorjenih dejstev v okviru prej omenjenih sporazumov. Ampak tukaj smo mi enostavno bili neaktivni in zgodilo se je, kar se je zgodilo. Torej, ruska težnja je tukaj pogojena predvsem z rusko živečim prebivalstvom, kar seveda ni izgovor še enkrat za napad, ampak tukaj gre za tole. Ne. Na drugi strani Grenlandija je, kakor je sam gospod predsednik Trump povedal, za njih pomembno z geostrateškega, bom rekel, pozicije, ker je seveda iztrte izgovor. Zakaj? Namreč Združene države Amerike in Danska in Kanada, ki neposredno mejita, in Norveška, skratka vse sosede Severnega Atlantika so že v NATO, kar pomeni, da zdaj
če smo skupaj v NATO, pol verjetno si bomo med seboj pomagali. Zdaj izgovor v smislu, bomo mi kar sami, pravzaprav ne vzdrži, ker še enkrat smo v pogodbenem razmerju. Je pa seveda nekaj drugega tukaj zadaj, to pa so minerali in redke zemlje, ki se nahajajo na področju Grenlandije in tukaj seveda imajo Američani svoj interes, tako kot so ga imeli v Venezueli, žal še drugič vračam nazaj, ampak ne, tukaj gre za to logiko, veste, ne, nekje vidimo nekaj, kar hočemo in si hočemo to vzeti. Ne. To je absolutno zgrešen pristop, ker če bomo tako začeli uveljavljati svojo voljo, potem se lahko zremo po svetu in ugotovimo, kje države so najmočnejše in vsaka bo najdla nekaj, kar bo hotela imeti in vsaka si bo vzela, kar bo hotela imeti. In to je zelo nevarno. Ne? Tudi za nas, za Slovenijo. Veste, ker če se ta logika odpre, glejte, tudi mi imamo sosede, ki si nekaj želijo. Ne? Žal, vse se bo oba spomnila. Italija je pred 2 tedni razglasila izključno ekonomsko cono. In ravno v tem času. Bravo, ravno v tem času. In kaj je Slovenija naredila? Nič. Ne? Veste, jaz sem zaprepaden, da se ni nič zgodilo, ampak kaže se neki interes po nečem. Ne? Veste, se Italija zdaj trenutno je tako, kot je. Kaj pa, če jutri temu ne bo več tako? Ne? In v preteklosti je že bilo. Ne? Tako je, slabe izkušnje imamo. Ne? Veste, žal, ne? Prva vojna pa vemo, kako se je končalo in tako naprej. Ne? Da ne govorimo seveda o Madžarski, ne? Kjer pa pravzaprav brezsramno imajo na zemljevid na mizi, kjer problematizirajo status slovenskega Prekmurja. Skratka, če se gremo po tej poti zapeljati, da si bodo lahko države, tista, ki je močnejša, vzele tisto, kar hočejo, potem bi to moralo Slovenija zelo skrbeti. In zaradi tega jaz vedno znova poudarjam, veste, vladavina prava je za nas izjemno pomembna, ker mi smo premajhni, da bi se borili in nas mora ščititi kaj več kot samo slovenska vojska. In zaradi tega bi tudi želel, no, da bi tako slovenska vlada, pa tudi ne sem slovenska, da bi se tudi z drugimi državami, manjšimi državami v Evropi, ker imajo podobne težave, so manjši, imajo sosede, ki so problematični, da zastrnemo vrste, da najdemo nekaj in da začnemo na te stvari malo bolj opozarjati. Zdaj se pa zdi, kakor da vsi sramežljivo čakamo, da se zgodi tisto, kar se pravzaprav ne bi smelo. O tem razpravljate v parlamentu evropskem? Da. Je kar nekaj razprav, sploh v Grenlandiji je bilo zelo veliko razprav. Jaz moram povedati, da sem bil na neki točki malo negativno presenečen, namreč kar nekaj poslank in poslancev reče, ja pa saj veste, to je stvar Danske, ne? Ja, oprostite, ampak Danska je v naši družini. Ne? Se mi zdi, kakor da ne razumemo, da če si v neki uniji, če si v neki družini in imaš nek odnos, potem ta odnos seveda gre v dobrem, pa tudi v slabem, kakor v zakonu. Vse niso vedno samo lepe stvari, ne? Ampak zaradi tega ne greš prvi dan iz družine ven, ko ni vse super za tebe, ne? Ampak strneš vrste. Ne? Tako mislim, da bi morali tudi razmišljati v Evropski uniji. Žal vidim, da ni tako, kar nekaj imamo tudi poslanskih skupin, ki se čisto distancirajo od teh izzivov in rečejo, veste, to pač nas ne zanima, ali pa celo rečejo, mogoče pa Evropska unija ni kos tem zadevam, pa dajmo kar razmišljati, da bi bili brez Evropske unije. Ne? To so nevarna razmišljanja, ker, kot sem že prej povedal, manjši narodi, torej manjše države, v takem primeru so dobesedno skoraj da na mizi velikih. Ne? In samo Unija je tista, ki nas lahko zaščiti. Se bo spremenil zdaj ta odnos ZDA, NATO, Evropska unija ali država Evropske unije? Definitivno, čeprav težko. Jaz sem že ob imenovanju predsednika Trumpa oziroma izvolitvi predsednika Trumpa na njegovo funkcijo v nekem krogu poslank in poslancev rekel, veste, zdaj pa mogoče čas, da premislimo naš odnos z Združenimi državami Amerike in so me takrat pospremili z zaskrbljenimi oziroma celo zaprepadenimi pogledi, kako lahko govoriš nekaj takšnega o naših prijateljih Američanih. No, zdaj seveda vidimo, kje smo. Mislim, da se bo ta stvar nepovratno spremenila. In zdaj je zadnji čas, po moji oceni, da Evropska unija razmišlja tudi o tako imenovani obrambni komponenti, ker žal, ali pa na srečo, do zdaj to ni bilo potrebno in je Evropska unija predvsem je bila osredotočena na gospodarski vidik, se pravi prost pretok blaga, kapitala, storitev in teh drugih zadev, ki niso povezane s trdo močjo. Zdaj pa mislim, da bo treba ta premislek narediti. In tukaj imamo po moji oceni dobro štartno osnovo. NATO je v tem delu nas naučil, kako se neke standarde upelje, kako se vojske, ki jih imajo vsaka država članica, ne 26 oziroma 27 držav članic, vsaka ima svojo vojsko,
je prav, da to vojsko zdaj poskušamo nekako zintegrirati. Je pa težava ta, da ko pridemo do teh pogovorov, vidim, da so še vedno zadrege. Aha, nemška vojska skupaj s francosko, kako bo zdaj to? Da sem še bolj neposreden. Kdo pa bo poveljeval Nemcem, a Francoz? Veste, to so te zgodbe iz zgodovine naših narodov, ki nas v tem mogoče malo omejujejo. Ampak zdaj, če kdaj je prišel čas, ko se bo o tem res potrebno pogovoriti, ker sicer bo težko. Mi se pač očitno ne moremo več zanesti na tako imenovano Washingtonsko pogodbo, kjer je v 5. členu zelo jasno zapisano, da si države med seboj pomagajo, vkolikor je to potrebno, in bo potrebno zgraditi nek nov sistem. Koliko je realen vojaški spopad na evropskih tleh? Na ozemlju Evropske unije, tako. Ja. No, jaz upam in si želim, oziroma celo verjamem, da je sorazmerno majhna verjetnost. Zato imam tudi nekaj argumentov. Prvi je ta, da ko se pogovarjamo o tem, da bi se recimo države članice med seboj znašle v konfliktu, mislim, da te pripravljenosti ni, oziroma da to je največji doprinos Evropske unije. Veste, da je blagostanje, ki smo si ga zagotovili skozi delovanje unije, tisto, ki nas je naredilo bolj pacifistične, bolj umirjene, bolj preudarne, in generacijo za generacijo smo vzgajali, da vojna ni način reševanja naših sporov. Če bi se zdaj ozrli v zgodovino Evrope, bi ugotovili, da je zdaj to obdobje od druge svetovne vojne do danes pravzaprav najdaljše obdobje, ko vojn med državami evropske celine, še enkrat, govorim za tudi znotraj Evropske unije, ni bilo. Mi smo imeli praviloma nekje vsakih 30 let vojno na tleh med državami na evropski celini in zdaj tega ni. In tudi to je bil razlog, zakaj je Evropska unija leta 2012 dobila Nobelovo nagrado za mir. Torej, znotraj ne pričakujem vojn, seveda so pa naše periferije oziroma naša obrobja tista, kjer se pa te stvari že dogajajo, ampak se mi zdi, da kdorkoli z nekim razumom, jaz še vedno verjamem v nek zdrav razum vsakogar, pogleda na Evropsko unijo, mora razumeti, da bi se zapletel s tako skupnostjo držav, s tako gospodarsko močjo držav in konec koncev tudi z vojaško močjo držav, da bi zelo težko šel kot zmagovalec. Ali zdaj sem zelo jasen in čim bolj transparenten, ker nekateri govorijo, da Rusija bo jutri napadla Evropsko unijo, je treba sem številke dati na mizo. In to je. Evropska unija ima danes 450 milijonov prebivalcev, Rusija pa 130, se pravi, danes je 4-krat več. Greva naprej. Danes je bruto družben proizvod kompletne unije drugi največji na svetu, bruto družben proizvod Ruske federacije pa manjši kot od Španije. Da imamo primerjavo. Se pravi, kje je Španija, po moči gospodarske, recimo na nekem 7. mestu v Evropski uniji, to je moč danes Ruske federacije. Naprej, ko greva o vojakih se pogovarjati, imamo mi približno 1 milijon ljudi že danes pod orožjem, vsaka država posebej seveda, ampak na drugi strani je približno ista scena. Torej, če gledamo zdaj, da bi hotel nekdo osvojiti Evropo, in mislim, da ta stvar obsoja na neuspeh. Namreč, ni samo, veste, koliko imate vi tankov, bomb, letal in tako naprej, ampak je tudi, kakšno gospodarsko moč imate, ker za vojno je pomembna tako imenovana vojna ekonomija. To pa je, da ko se znajdete v vojni, da ko prvič ne samo, da umirajo ljudje, ampak tudi, ko izgubljate opremo, torej uničeni so tanki, uničeni so tovornjaki in tako naprej, da lahko industrija ves čas zanavlja, da novo proizvaja. In tukaj je na naši strani, torej na evropski strani, absolutna premoč. In če zdaj malo parafraziram za gledalke in gledalce, verjetno se bodo spomnili, 7. decembra 1941 se je zgodil napad na Pearl Harbor. Takrat so Združene države Amerike vstopile v drugo svetovno vojno, tudi uradno. Do takrat niso bili v vojni, čeprav je vojna trajala že 2 leti. Ko so vstopili Američani v vojno, so imeli vojsko zelo, zelo majhno, neprimerljivo manjšo od Nemčije ali Italije ali kogarkoli. Imeli so pa grozno moč v gospodarstvu. Vojska se je potem lahko povečala in opremila ravno zaradi delujočega gospodarstva. In na koncu so iz te vojne išle Združene države Amerike kot najmočnejša vojaška in gospodarska sila. In to je tisto, o čem se pogovarjamo. Torej, jaz mislim, da nek napad Ruske federacije na Evropo preprosto ni realen scenarij, ker bi bila ta stvar neuspešna. In če zaključam, veste, oni so napadli Ukrajino, pa je Ukrajina v primerjavi z Evropo bistveno manjša, bistveno švohejš,
pa ne morejo v tej vojni zmagati tako, kot so si zamislili. Kako naj potem proti tolikokrat večjemu nasprotniku, kot Evropska unija je, pričakujejo zmago. Zdaj so velike debate, koliko država naj vlaga v oboroževanje. Je pa dejstvo, da se v nekaterih državah ponovno vzpostavlja tudi obvezno služenje vojaškega roka. Rekli ste Hrvaška, slišali smo tudi za Srbijo, ki sicer ni v Evropski uniji, ampak kaj vse to pomeni? Ja, kaže na neko negotovost. Zdaj, jaz vidim tukaj neko drugo stvar in sicer tudi v samem proračunu Evropske unije se je zdaj pojavila postavka za obrambo, torej približno 130 milijard evrov bi naj skozi različne politike lahko države investirale evropskega denarja v obrambni segment. Jaz mislim, da je preden se gremo mi neko militarizacijo Evrope, treba vprašati 3 stvari. Prva je ta, kdo v resnici bo naš nasprotnik, ali je to zdaj Rusija, ali je to kdo drug, skratka, treba je narediti neko strateško analizo. Drugič, moramo se vprašati, kakšna bo ta vojna 21. stoletja. Ta vojna seveda ne bo takšna, kot jo poznamo iz časa druge svetovne vojne, ker smo tekmovali, kdo ima več tankov, kdo ima več smitrlezov, kdo ima več pušk, ampak bo nekaj drugega. Tukaj se pogovarjamo o kibernetski in pa hibridni vojni, na katero se je težje pripraviti. Tukaj ne gre samo za to, koliko vojakov imaš, ampak še nekih drugih komponent, mogoče se kasneje kaj opredeliva to. No in tretja stvar je, mi danes že imamo neke sisteme. Torej jaz trdim, veste, da preden gremo v trgovino nekaj kupiti, je zelo dobro pogledati v svojo shrambo, kaj pa imamo že doma. Da ne bomo kupili nekaj, kar morda že imamo, ali pa kupili nekaj, česar ne potrebujemo. In to je tisti učitek, ki ga jaz ves čas dajem tako Evropski uniji, kot posameznim državnikom, ki danes kličejo k temu, dajmo čim hitreje, čim več kupiti. Namreč dajmo zares prešteti, kaj imamo in tisto, kar imamo, čim bolje uporabiti. Lahko da kaj manjka, se strinjamo, veste, tako kot, ne vem, imate primer zdaj, imamo 5 evropskih držav, vsaka ima svoj bojni tank. A je res potrebno, da ima vsaka svojega? A ne bi bilo boljše, da bi imeli en tip tanka skupaj? Bi bilo verjetno lažje vzdrževati, lažje potem tudi se bojevati v skrajni fazi in tako naprej. Torej, preden se zaženemo v to neko histerijo vojno, bi morali državniki, voditelji majčkeno res premisliti te stvari, postaviti strateške zgodbe in šele potem iti po tej poti. Je pa res, to je pa moje osebno mnenje, da evropskemu gospodarstvu ne gre tako dobro, kot bi si želeli, zlasti nemškemu ne. In seveda oni zdaj vidijo, govorim zdaj za nemško gospodarstvo, vidijo, da bi skozi oboroževalno industrijo lahko nadomestili manko na področju recimo avtomobilske industrije. Ampak to razmišljanje je pa malo kratkovidno. Zakaj? Ker vam bojo vsi ekonomisti potrdili, da če vložite 1 evro v obrambno industrijo, boste ven dobili 70 centov. Če pa vi vložite 1 evro v IT tehnologijo, boste dobili pa 4 evre. Torej, jaz mislim, da bi morali vseeno drugače razmišljati in se ne zanašati na to, da bodo naši problemi bili rešeni skozi militarizacijo evropske družbe. Žal, in tle bom se ustavil, vsi se boste spomnili z polpretekle zgodovine, ko se je Evropa militarizirala in se je hkrati v Evropi zgodil tudi premik v populistih. Takrat so bili to neke druge stranke, recimo nacisti, fašisti in tako naprej. Ampak danes tudi imamo neke populiste, ki imajo nekatere nazore res nenavadne, se nam lahko zgodi zelo, zelo slaba ponovitev nečesa že videnega. Torej, mi bomo imeli ogromno orožja, pa ekstremne stranke na oblasti in ta mešanica je lahko za Evropo zelo usodna. Zaradi tega jaz predlagam, da preden mi gremo po poti izgradnje novih obrambnih zmogljivosti, proučimo, kaj imamo, pa poskušamo skozi nekatere druge ukrepe, kot so vlaganje v gospodarstvo, si ukrepiti svoj položaj, kako skozi nakupovanje orožja. Mogoče samo čisto na kratko še Trump. Smo priča vzpostavljanju novega reda. Kaj pomeni ta odbor za mir Trumpov, pač nekdo in povabi in mislim, mi imamo Organizacijo Združenih narodov, ki pa je seveda tudi prav, da je deležna kritik. Se strinjam. In to ste zelo dobro ugotovili. Torej, veste, Organizacija Združenih narodov ni najboljši način obvladovanja mednarodnih odnosov, se pravi, ni idealen, je pa zdaj ta trenutek še vedno nekaj, kar deluje in okrog mize še vedno sedijo vse najmočnejše države sveta, kar je dobro. Ko se nehamo družiti, ko se nehamo pogovarjati, se nam slabo piše, ker komunikacija je osnova za to, da ne pride do kakšnih neumnosti in da se ne zapletemo v kakšno vojno.
Torej, mi imamo danes sistem, ki omogoča določeno reševanje sporov. To, kar je zdaj gospod Trump predlagal, torej oblikovanje paralelne strukture, to pa je zelo nevarna zgodba. Prvič, najprej spodjeda nekaj, kar je utemeljeno na mednarodnem pravu. Torej, on hoče zdaj s tem povedati, vi nimate pojma, malo sem zdaj grob, in to je za odpis, ne, bomo mi postavili boljš. Ena stvar. Druga stvar, kdo je tisti, ki bo odločil, kdo bo v tem odboru sedel? A to bo ameriški predsednik. Se pravi, kaj ZDA so danes zdaj gospodar sveta in on bo zdaj odločil, kdo bo tukaj sedel. Tretjič, on ne skriva tega. Če hočete biti v tem odboru, morate plačati vstopnino. To so milijarde dolarjev, ki jih on pričakuje od nekoga. Oprostite, ampak mednarodno pravo ni utemeljeno na tem, da vi s kovčkom pridete in si pravice kupite. Mednarodno pravo izhaja iz tega, da smo mi vsi ljudje, da vsak od nas ima neko temeljno človekovo pravico in da skozi njih izvršujemo potem nadaljne pravice. To tukaj pomeni, da tisti, ko ima denar, tisti ima moč in tisti lahko dela, kar hoče. To so res stran poti, jaz upam vseeno, da to stvar ne bo zaživela, ker vidim, da vse pomembnejše države, ne, so se vljudno zahvalili takšnemu povabilu in takšnemu izsiljevanju, podkupovanju, če želite, in da v to ne verjamejo. Ne. Ampak kaže pa na način napačnega razumevanja mednarodnih odnosov, ki je zelo nevaren za vse. In to bo preučevano še leta. Ja, to bo za nas znanstvenike super tema, ne, in bomo lahko okrog tega še veliko rekli. Rekla sva, da današnje vojne niso samo spopad z orožjem. Kaj vse sodi v tako imenovano hibridno vojno? Kaj je cilj takšnih napadov? Torej, če smem pojasniti, torej hibridna vojna je skupen izraz za več različnih oblik vojn. Se pravi, hibridna pomeni drugačna vojna, kjer pač predvsem v ospredje ne postavljamo surovo vojaško moč, ki jo razumemo skozi vojsko, ampak skozi različne oblike obveščevalnega delovanja, protiobveščevalnega delovanja, nezakonitega zbiranja informacij, subverzivnega delovanja, zavajanja, informacijskega vojskovanja in na koncu tudi kibernetskega vojskovanja. To je vse pod dežnikom hibridne vojne. Ne? Kaj je za to vojno značilno? Za to vojno je značilno, ko ste pravilno ugotovili, da oborožetveni sistemi ne morejo rešiti tega vprašanja, zato ker fizično ni neke vojske, ki bi prišla in bom nekaj hotela narediti. Ne? Drugič, da je tudi včasih zelo težko detektirati, s čim te oni zdaj preiskujejo, raziskujejo, podtikajo, spotikajo, nemogočejo. Ne? Tako da, če sam ne razviješ zelo krepkih, močnih notranjih obrambnih sistemov, tukaj predvsem velja najprej za zelo dobro delujoče notranje obveščevalne službe, seveda, da zaščitijo nas, vse skupaj kot državo, potem tukaj boste ranljivi, če tega ne bo. Ne? Naprej, tukaj gre tudi za to, da imate skrajno odgovorne politike na vodilnih pozicijah. Zakaj? Zato, ker ranljivost prihaja skozi njihovo varnostno delovanje ali nedelovanje. Ne? Kot so recimo, s kom se kdo druži, na kakšen način se druži, kaj komu kaj pove in podobno. To so lahko skrivnosti. Kje so telefoni? Tako, bravo. Ne? Temu se reče neke vrste, veste, varnostna kultura. Ne? In tukaj pri nas mislim, da imamo kar nekaj prostora za izboljšavo, verjetno tudi v drugih državah, ki zdaj govori za Slovenijo. Torej, v teh dveh segmentih sigurno, ne, najbolj ranljivi del, ki pa danes prihaja na prvo stran, pa je tako imenovani kibernetski del, torej vse povezano z digitalno tehnologijo, ki je ranljiva, se pravi, mi moramo razumeti, ne, internet pomeni nam dostop do podatkov in tako naprej, ampak mi pozabljamo, da takrat, ko mi vstopimo v ta prostor, seveda nekdo lahko vstopi tudi v našega domov. Ne? To se včasih ne zavedamo najbolje in tukaj pa imamo mi veliko domače naloge, če želite, tako kot Evropa, tako kot Slovenija. In mislim, da naš urad za informacijsko varnost ne vem koliko šteje nekaj napadov vsak dan na take in drugačne sisteme in ker ste me vprašali, kaj je cilj takšnega delovanja, cilj tega delovanja seveda ni, da nekdo, bom grdo rekel, umre v takšnem boju. Ampak gre pa za povzročanje gospodarske škode, ne, ki se lahko meri tudi v desetinah milijonov evrov, s tem, ko nek sistem podreš ali pa neka tovarna preneha delati ali pa tako naprej. Ne. Pa recimo, ko se preseka dobava električne energije, to lahko ustavi marsikaj. Ne. Torej, gre za to, da se naredi gospodarska škoda, gre za to, da se naredi psihološko pritisk na ljudi, ker se nenadoma pol zavejo, madonca, mi smo pa ranljivi, kaj pa še lahko pride. Ne. Se pa taka negotovost se lahko vzpostavi v družbi. In
In pa tretja, naredi se tudi dvom v delovanje države. Ne. Torej, da ljudje začnejo dvomiti, da država, ki bi morala njih zaščititi na nek način, ne, ker zato jo tudi imamo in zato plačujemo tudi davke, da tega ni sposobna narediti. Ne. Torej, gre za nek tak inteligenten poskus spodjedanja zaupanja najprej med ljudmi, na to ljudi do države, do oblasti, in to seveda lahko zelo negativno vpliva potem na stanje duha v državi in na nek način se to potem kaže v razkroju družbe, lahko v skrajni fazi. So napadi tudi, mislim, tovrstna dejanja tudi v Sloveniji, pa ponavadi izvemo, tu so šli podatki to, ne izvemo pa na koncu, kdo je za tem stal oziroma zakaj. Nekateri rečejo, ja, so zahtevali denar, ampak verjetno ne gre samo za denar. Ne, tako je. Ne vedno. Ne. Se pravi, najbolj nevarni so napadi, ker nihče nič ne zahteva. Ne. Namreč takrat potem gre za ponavadi organizirano skupino, ki ni tukaj samo zato, da nekaj na hitro zasluži, ampak da te podatke nekomu ali dostavi in ta tretja stranka si z njimi lahko marsikaj pomaga. Torej, jaz se strinjam, teh napadov je res ogromno, tudi konec koncev Maribor je bil tak primer, se bomo spomnili pred leti, ko so dobesedno zaklenili univerzo. Veste, danes je dejansko, če kdaj, je danes moramo razumeti, da informacija ima moč. Ne? In zdaj, kdor jo ima seveda potem tudi moč. Danes niso samo, kot sem prej že uvodoma povedal, tanki, puške in tako naprej, ampak je informacija. In še nekaj, kar je ful pomembno v zadnjem obdobju in se kaže vedno še bolj pomembno, je pa, da skozi te informacije vi lahko tudi vplivate na delovanje določenih ljudi. In tukaj bom spomnil na primer Brexita, če se bomo spomnili. Brexit, torej glasovanje o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije, je bil ocenjen kot nemogoč, da se to ne bo zgodilo. In potem se je začela kampanja, eni za, drugi proti in tako naprej. Oba vemo, da se je na koncu referendum končal z 51% za izstop, ampak še nekaj tednov pred tem je bilo to nemogoč scenarij. Kaj se je zgodilo vmes? Zgodilo se je to, da so tisti, ki so delali za to, da bi Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije, si je pomagalo takrat z moderno tehnologijo. Takrat so oni ustanovili Cambridge Analytico, eno posebno podjetje, ki se je skozi Facebook, takrat je bil Facebook med vsemi nami še bistveno bolj popularen, zdaj so že Instagram in tako naprej. Takrat so analizirali, kako se recimo ljudje odzivajo, kje kupujejo, kam hodijo, kje so na kavi in tako naprej. In ko so te analitiko naredili, so tem ljudem začeli subtilno pošiljati različna sporočila, kot so recimo, nekdo ga je skrbelo, kaj bo z njegovo službo in so mu poslali sporočilo, veste, če bomo pa ostali v Evropski uniji, bodo pa migranti vašo službo vzeli. Potem nekemu kmetu so poslali sporočilo, ki ga je bil strah, kaj bo z njegovo kmetijo. Če bomo ostali v Evropski uniji, vas bodo evropski kmeti premagali in na koncu boš mogel farmo zaprt. In na ta način so v bistvu zelo subtilno pošiljali signale, sporočile na telefone, računalnike in tako naprej ljudem in zgodil se je preobrat. In zgodil se je preobrat, da so potem oni vseeno glasovali za izstop, danes jim je mimogrede zelo hudo, marsikomu tudi zelo žal, ampak tako je. Skratka, kar hočem povedati je, da to so vse načini tega hibridnega delovanja, tudi konec koncev na volitvah, to dostikrat pride do vprašanja, recimo Moldavija, zadnje volitve, za predsednika republike, ko so imeli predsednico, je bilo ravno to, ali bo ruska kibernetsko delovanje lahko znotraj ljudi prepričalo, da ta kandidatka, ki je bila za predsednico, ni primerna za predsednico. Tako da, kot rečeno, tukaj gre za eno ogromno in široko področje in tukaj bo treba bistveno nadgraditi naše sisteme in če smo zdaj, ko so se uvodoma pogovarjali o obrambnih izdatkih, bolj kot to, kaj bomo kupili od tankov, mislim, da je smiselno investirati ravno v to področje, to pa je področje kibernetske varnosti. Ampak je to sledljivo, to delovanje? Ne seveda nam navadnim, ne? Me pa čudi naivnost ljudi, ki se hvalijo s hladilniki, ki sporočajo, a so prazni ali so polni, potem se pa čudijo, odkot ljudem drugim podatki. Seveda, se strinjam. Veste, bolj kot ta cona obdobja se širi, se pravi, več kot tehnologija za nas dela, bolj bomo postajali ranljivi. Se pravi, pravilno ugotavljate, od hladilnikov, pralnih strojev, sušilnih strojev, skratka, več kot ima teh gadgetov oziroma več kot ima teh
funkcij, skozi katere vas on sicer razvaja, morate vedeti, da na ta način se dejansko zgradi vaš profil, ne? Vaše način življenja, kako delate to, ono, tretje. In seveda, ko se to zbere, se temu profilu začenjajo pošiljati take in drugačne signali. Pa mogoče za gledalke in gledalce, če ste recimo na Booking kdaj šli, ne? Greš enkrat pogledati samo eno stvar, ki te zanima in sam zanimate. Niti se še nisi odločil, da boš tja šel. In ti boš dobil čez 5 dni, 4 dni, 3 dni mail od Bookinga, a vas zanimajo poceni nastanitve, izmišljujem se v Bukarešti. Ne? Veste si pa samo enkrat pogledati neko znamenitost v Bukarešti na vašem Googlu. Ne? To je to. Ne? Spravi, ti podatki se zbirajo, se obdelujejo in več kot jih daste iz rok, več bodo vedeli o vas. Ne? In seveda potem se zgodi to, kar so se prej pogovarjali. Torej, jaz bi bil tukaj zelo previden in naivnost je tle absolutno neprimerna. Nekateri pravijo, da se o določeni temi pogovarjajo po telefonu in začnejo. Ja, drži. Se strinjam. Lejte, jaz bom tako rekel, ne, zdaj smo v neki dobi, ko je res potrebno nekako čuvati osebne podatke. In veste, dostikrat se malo spotaknemo v GDPR, verjetno pa poznamo, ne? Se pravi tole neko direktivo o varovanju osebnih podatkov in da morate nekdo vprašati, če jih lahko daš in moraš potem klikati tisto, se veste, se strinjam, sprejmi, ne, in tako naprej. To je bilo z namenom, klik s tem namenom, da bodo ljudje premisleni, preden bojo te podatke dali. Ne? Ker žal danes kompletna ekonomija temelji na tem, da se ukvarja z analizom trga in mi, kot uporabniki trga, smo seveda v bistvu tarče. Zdaj, če bomo mi res spustili iz rok vse in bomo analizirani od znotraj, od zunaj, od spodaj, od zgoraj, potem se seveda ne smemo čuditi, ne, ko nas bojo stvari začele presenečati. Ne? Ampak zaradi tega se mi zdi res, je treba biti previden, kar se osebnih podatkov tiče in tlele moram braniti Evropsko unijo, da se zaveda tega, ščiti osebne podatke, bistveno bolj, kot to velja za Združene države Amerike. Zakaj je Evropska komisija pozvala ljudi, da naj jim bodo pripravljeni, naj imajo zaloge za 72 ur? S tem je pozvala recimo tudi Slovenke in Slovence, ne? Da. Ja. Zdaj, pri teh zalogah je tako. Nepripomiriva, to ni vojna napoved ali pa pričakovanje. Ne, pogovarjava se. Tako. Ne. Veste, dejstvo je, da smo ugotovili nekaj. Namreč vso to mirno obdobje nas je zazibalo v neko blagostanje. In nenadoma jemljemo, da je mir, varnost in skratka vse to, kar mi uživamo danes, dano praktično kot golo dejstvo. Pa ni tako. Ne. Lahko se te stvari spremenijo. V glavnem, tudi jaz sam ugotavljam, ne, da se je recimo temu varnostna pismenost teh mlajših generacij zelo poslabšala. Ne. Pač enostavno se nam ne zdi smiselno, da se deluje samo zaščitniško. Ampak zakaj? Kdo je odgovoren za to? No, to je mislim, kdo bi moral poskrbeti za to? To bi morale države poskrbeti. Ne. Veste, mi smo tudi v sistemih, mi dva nisva najmlajša, ne, recimo tam 16 plus. Mi dva še veva. Tako pa veva neke stvari, ne se bova spomnila, veste, ko smo hodili v šolo, še enkrat, jaz ne kličem k militarizaciji. Ampak veste, imeli smo kakšen obrambni dan, to se oba spomniva, ne. Šlo je za to, da smo poskušali mlade generacije naučiti, ne, če bi se pa nekaj slabega zgodilo, potem bom pa ravnal tako pa tako, ne. In lažje je bilo nam se nekako obnašati potem v kriznih momentih, kot danes, kjer ljudje preprosto ne vedo, kaj narediti. Zadnji primer, Kran Montana. Žalosten dogodek, absolutno. Ne, ampak, veste, pokazuje na dejstvo, da ljudje v tisti paniki niso niti eden znal pravilno reagirati. Ne. In jaz sem prepričan, če bi bili ljudje malo bolj izobraženi in osveščeni, kako ravnati v nekem kritičnem trenutku, bi bilo verjetno tudi smrtnih žrtev bistveno manj. Ne? Preživetveni nagon ni deloval tam, so rekli. Ne? Ampak veste, preživetveni nagon ni samo buten čez zid ven, ne? Ampak je ravnanje. Ne? Ali pa prav čas iti, če vidiš Bravo, dim. Tako, ne? A veste. Ali pa primer Valencije, poplave, ne? Ko je umrlo, mislim, da 290 ljudi, ne? In jaz imam kolega, ki je poslanec iz Valencije in mi rekel, veš, najbolj nenormalno, ali pa to je bilo, da ljudje, ko so morali reševati sebe, ne, niso reševali sebe, ampak svoje premoženje. Je rekel, veš, koliko ljudi je umrlo, ko je prišlo do poplave in so hoteli avto rešiti z garaži in so utonili. Ne. Halo, ne? Veste, to so stvari, ki smo jih nekateri usvojili nekdaj, ne? In nekateri mlajši tega danes ne vedo. Zaradi tega, ne, ugotavljamo, da bo potrebno mečkrat zbuditi tole varnostno pismeno, še enkrat govorim, da me ne bo kdo narobe razumel. To zdaj ni poziv k temu, da vsi gremo v gost pa se oborožimo, sploh ne. Ampak da znamo pravilno ravnati, da ko pride do česa, ne, da se zaščitiš in s tem povzročiš
drugim manj težav, pa sebi povečaš verjetnost, da se ti nekaj manj zgodi. Ne? To nam danes manjka. In to je bil poziv Evropske komisije. Recimo državljani in državljanke pravijo, mi imamo pravico do oskrbe z električno energijo, do pitne vode, država nam mora to zagotoviti. Ampak da. Pridejo primeri, ko to ni mogoče. Absolutno, se strinjam. Jaz vam lahko iz prve roke povem, kako je to izgledalo, ko sem bil na Portugalskem lani. Če se spomnite, ko je bil električni mrk. Vse je padlo dole. Ne? In obnašanje ljudi. Ne? Eni so brez glavo tekali po Lizboni, kaj zdaj konc sveta, vsega, kaj nam bo narobe in tako naprej. Drugi so se usedli, so rekli, lej, bomo popišli en pir dlje, pa bomo počakali. Ne? Skratka, dejstvo je, da elektrika napaja vse sisteme danes, to je jasno, in pride do nekaterih stvari, ko si jih tudi predstavljati ne moreš. Recimo, konkretno mi niso mogli do gotovine priti. Ne? In noben bankomat ni delal, ker so bankomati enostavno odpovedali, plačati pa s kartico nisi mogel, ker terminali niso delali. Ne? Kaj sem se jaz naučil iz tega? Da od zdaj naprej, kamorkoli grem, imam določeno količino gotovine v žepu. Ne? A veste, sem se nekaj naučil iz tega. Ne? In verjetno rabimo tudi takšne oblike napotkov danes, ker mi jemljemo, da se tam to ne more zgoditi. Zakaj bi pa to imel? Ne? Bom že s kartico. Ja, ne boš. Ne? Ne boš. Torej, v teh stvarih se pogovarjam, tistih 72 dni, to je pravzaprav nek normalno stanje. Zakaj? Z tega, ker mi moramo danes razumeti, da zaradi zapletenih takih in drugačnih razmer po svetu, pa tudi naravnih nesreč, tudi to je pomembno, ne? Je zelo dobro, da imaš vsaj nekaj malega potrebščin pripravljen za vsak slučaj. Veste, to še enkrat ni klic vojni, ampak veste, tudi zdaj se nam je zgodilo leta 23 v Sloveniji, ko so bile poplave. So bile hiše, nekatere vasi odrezane od sveta, nisi mogel do njih. Ne? In zdaj, če ti ljudje imajo doma poštimo tisto bazo, tisto osnovo za 72 ur, ocenjuje tudi Evropska komisija, da v 72 urah se bo sistem do te mere postavil nazaj, da bomo lahko spet normalno ali pa vsaj bolj normalno zaživeli. In to je tisti napotek. Ne? Torej, dajmo vseeno biti sodelovalni in ne se usesti na tla pa cepetati iz jeze, pa zdaj kričati, kaj nam ni dostavljeno, ampak da namesto tega ravnamo recimo temu odgovorno in da rečemo, ok, bomo počakali, bomo rešili to na ta način, še komu bomo pomagali in tako naprej. Zdaj, seveda, malo za hec ali pa tudi za res. Nekateri ugotavljajo, da so trgovine malo slabše založene, da je malo manj tistih 50 izdelkov skoraj iste sorte, tudi po Evropi. A je to kak pokazatelj? No, jaz ne verjamem, da je vojna na obzorju, še enkrat. Ne? Je pa res. Ali pa mogoče gospodarski tokovi. To pa definitivno. Gospodarski tokovi pa so obremenjeni. Vse te vznemirjenja, ki jih je tudi gospod Trump ponesel zdaj v mednarodno trgovino, ne, kaže na to, da nekatere dobrine ali potujejo dalj časa, ali se zaplete z dostavo teh dobrin in tako naprej. To, da ja, se pravi, gospodarstvo se je zdaj pretreslo malo, ne. Jaz sem prepričan, se bo tudi postavilo nazaj, se veste, gospodarstvo se preživi, ker mora biti fleksibilno. Mi bomo pa vmes, kako ste pravilno ugotovili, zaškilili pa rekli, ne, mogoče nam kaj manjka. Ampak tukaj ne vidim nekih hudih stvari. Bi pa spomnil, no, spet se bom vrnil v moj čas, ne da sem zdaj tukaj star kot Biblija, ampak vendar, veste, včasih ni bilo toliko artiklov, veste, v trgovini. Imeli smo 2, 3, pa smo izbili, pa smo še danes živi, a ne? Mislim, ta potrošniški pristop mora imeti 15 artiklov istega značaja, ne vem, no, a je to res tako potrebno. Dajmo raje se pogovarjati o še kakšni drugi temi, kot o tem, ali imam čipsov 5 ali pa 10 ali pa 15, ker na koncu vseh koncev, če sem malo ciničen, čips se mora dija, ne? Katerega kolo vzameš. Tako, ampak mogoče se tudi ne zavedamo, da internet ni nekaj, kar obstaja, da recimo lahko država reče, mi pa tega spleta ne bomo imeli in ga ugasne, ne glede na razlog. Kako je to? No, zdaj, dostop do interneta vseeno razumemo v Evropski uniji kot stvar demokracije, ne, se pravi, imamo države, ki omejujejo dostop, ne, recimo Ljudska republika Kitajska, ne, kjer ima kompletno svoj sistem in seveda filtrirajo. Oni dopuščajo dostop samo do določenih strani in na ta način tudi cenzurirajo družbo in demokracijo in svobodo govora. Zdaj v Evropi tega nimamo in jaz mislim, da tudi ne bomo imeli. Torej, ta svoboda je še vedno zagotovljena in dostopna vsem, pod seveda nekimi pogoji, kar je popolnoma normalno. Tako da bi kdo nam to ugasnil, dvomim. Če pa bi se nam začelo to dogajati, ne, pa tukaj pa moramo biti pozorni, ker dostop do informacij
to velja za vse nas, pa tudi za medije, je temelj informiranja državljank in državljanov in seveda temelj tudi delovanja državljank in državljanov. In če bi se nam začela dogajati taka ali drugačna oblika cenzure, ne? Zdaj drugo so naravne nesreče, tukaj pač nimamo keja, ne? Če prije do presekanja kablov in potresov in podobno. Ampak tudi takrat potem ne moreš videti na Google, kje boš kaj dobil, ne? Ja, res je. Zato pa rabimo, pa se spet vrnemo na onih 72 ur, ne? Veste, pač bomo mogli najti druge poti za tiste kritične čase, da se poinformiramo, ne? Da se pač pozove ali pa pokliče na drugačen način, ampak z malo strpnim pristopom. No? Jaz se spomnim, veste, ko je bil čas žleda, ne, če se bodo še spomnili gledalke in gledalci, mislim, da je 12 let nazaj. In ko se je pri nas žled zgodil, je padlo vse dol, ker so drevesa padla na daljnovode in so potrgale daljnovode in kable in internete in tako naprej. Ampak na začetku je bila neka panika, potem smo pa skozi civilno zaščito, smo šli pa potem peš z avtomobili, od vasi do vasi, smo se ustavili, smo se ljudje zbrali, smo povedali, lejte, to pa to se je zgodilo, smo se pogovorili, smo se informirali, tako da da se obvladovati stvari, samo paniki ne smemo odprti vrat. Ne. Čim se zgodi panika, potem pridemo do neracionalnih odločitev in neracionalnih dejanj. In te so lahko usodne potem za ljudi, bistveno bolj kot sama nesreča, ko se zgodi. Tudi poteka ena taka akcija obnavljanja zaklonišč, preverjanja, pa je zdaj to potrebno oziroma ali je to ene sorte tudi ustvarjanje panike, midva nimava namen ustvarjati panike, ampak kako je s temi zaklonišči? Mesta so zelo ranljiva, ne? Zaklonišče lahko pomagajo ali v teh sodobnih časih pač ne bi odigrala vloge? Drži. Zdaj mi smo seveda v prejšnji državi imeli zelo jasno zakonsko normirano, kdaj zaklonišče je in kdaj ni. Torej vsi večstanovanjski objekti so morali tudi imeti zaklonišče, danes teh norm ni več, zaradi tega, ker se nekako zdi, da je verjetnost konvencionalnega spopada, torej verjetnost klasične vojne zelo majhna ali pa skoraj nična. In seveda tega pač ne počnemo več. Je pa res to, kar na koncu ugotavljate, kar ste me sami vprašali, ne? Orožje v tem času tako napredovalo, ne? Da je vprašanje tudi same smiselnosti teh zaklonišč. Namreč, če smo recimo imeli v drugi svetovni vojni recimo temu klasične bombe z klasičnim eksplozivom, imate danes nevtronske bombe, imate različne oblike bomb, kjer jih tudi samo zaklonišče oziroma sama zaščita z betonom ne zaščiti. Ne. Se pravi, lahko sicer udarni val ustavlja beton ali pa železobeton, vse druge oblike sevanja in vsega ostalega, kar lahko danes uporabimo proti nekomu, pa skoraj da nemogoče. Torej, zdaj prav pa je, jaz še vedno mislim, prav pa je, da se zaklonišče tam, kjer so, da se jih vzdržuje in da se tudi ve nekaj o njih, ne. Mislim, da je to prav. Zdaj pa, da bi se na veliko začeli graditi bunkerji po Sloveniji, pa mislim, da je to prvič gospodarsko nesmiselno in drugič, kot sem uvodoma oziroma prej povedal, ne, tudi ne vem, če je smiselno v smislu vojne 21. stoletja, ker verjetnost, da bomo se borili na ta način, kot smo se v drugi svetovni vojni, je malo verjetna. Dajmo rajši se potruditi, da se bomo zaščitili na področju informiranja in pa, da bomo aktivni državljanke in državljani, ker namreč tukaj se kaže tudi naša ranljivost, ne, ljudje, ko so neinformiranih, potem lahko tudi obrneš, zavedeš, zapelješ, jim serviraš lažno informacijo in tako naprej. In tukaj treba biti mogoče bistveno bolj pozoren kot na samo zaklonišče. Večina mladih se zdaj informira prek družbenih omrežij oziroma prek teh raznih aplikacij, strani. Takrat to dobivajo novice, ki so v skladu z njihovim prepričanjem oziroma tisti, ki hoče na njih vplivati. Včasih, če si kupil oziroma če kupiš časopis, mimo grede moraš prebrati ali pa vidiš kak naslov, tudi tisto, kar ti ni všeč. Ampak kdo bo zdaj nas to naučil, da algoritmi pravzaprav upravljajo s tem, kar mi dobimo v branje? Res je, to ste zdaj pa žebljico na glavico, če lahko rečem. Kot so se prej pogovarjali, ne, naš način delovanja na spletu, se mi hoteli to ali ne, nekje beleži oziroma se o nas gradi nek profil. Ne. In kot so prej pogledala, pogledaš 2-3 stvari, četrto ti bodo že sami servirali, peto še naprej. Ne. In to je nevarnost. Ne. Zdaj, tukaj se vidi, da nas pravzaprav sistem in recimo temu sam internet in tako naprej razvaja, vleče nas v neko cono obdobja, kjer se pričakuje, da bo naša kritičnost do tega, kar beremo, zmerno manjša. In da bomo pač enostavno vzeli določene informacije kot
dejstvo, kot golo dejstvo. Ne. Zdaj, vaše vprašanje, kako to ustaviti, to je vprašanje za $1 milijon ali pa €1 milijon. Ne. Zdaj, mi na fakultetah, vsaj jaz, ker včasih še imam kakšno predavanje, kljub temu, da sem zdaj v parlamentu, vedno spodbujam študente k dodatnemu preverjanju informacij. Ne. Torej, prva obrambna linija definitivno je, da beremo več. Poudarjam, beremo. To zdaj ne mislim flikanje po telefonu. Ker to zdaj tudi ne razumemo več. Veste, danes ti nekdo poskrola, dvakrat pa že reče, sem ful stvari prebral. Ja, ne, nisi, ne, ti si jih preletel. Ne. Pa še te so bile lahko inficirane vsebine. Ne. Torej, moramo brati in vzdrževati to kondicijo. Drugič, treba bo seveda tudi non-stop se izobraževati. Ne. Namreč samo znanje je tisto, ki te lahko potem zaščiti pred neko čudno ali celo lažno informacijo. Ne. Veste, če ne vem, nekdo vam servira, zmišljujem se, minimalna plača v Sloveniji bo 2000 evrov, ne. Seveda, če si ti malo opolnomočen in razumeš delovanje sistemov, boš rekel, oprostite, ampak to je nemogoče. Ne? Čist brez veze, da mi to govorite, ker do tam pač ne moramo priti. Ne na ta način, kot imamo danes postavljene sisteme. Ne? In tukaj se pol ustavi. Ne? In potem rečeš hvala lepa in jemlješ to kot informacijo, ki nima prave vsebine. Torej, izobraževati, brati, študirati, opolnomočiti se vedno znova, preverjati informacije, to je danes skoraj da nek nov normativ, da si lahko po domače zaščitiš pred tem, da te nekdo zapelje. Ne? Je pa teh, ki čakajo za to, da nas bodo zapeljali, mnogo, to pa je res. Ampak pravijo, današnji otroci so takšni, ne morejo biti v primeru, ne morejo brati, minuta branja, poslušanja je že preveč, ne morejo biti v primeru. Se je človek res zdaj spremenil toliko ali je pač to izgovor? Tako, to je prikladen izgovor. Zdaj, jaz sicer se nočem vtikati zdaj v vzgojo staršev, vsak pač verjamem, da želi vzgajati svoje otroke po najboljši možni moči. Jaz lahko povem mojo izkušnjo, ker imam 2 punce, ena je stara 21 let, druga pa po letos 18. Pri nas smo vedno brali. Dobro, meni je že zaradi moje službe moram skozi brati, ampak žena tudi ogromno bere, čeprav je učiteljica. Mi smo vedno na morje vzeli, ne vem, vsak po 5-6 knjig. Ne. In že od malega so tudi mlade, se pravi obe punce, začele z tem. Ne. In so pač prebirale in tudi danes berejo non-stop. Ne. Torej, veste, ta trditev ne da se, drugi časi in tako naprej, jaz tega preprosto ne želim kupiti in jaz mislim, da in vabim vse tiste, da bi mogoče bili malo bolj odporni na to, ne da se, ne. Da se da, samo treba se pa angažirati. To pa je res, tudi sam moraš se potem postaviti v to vlogo, da si lahko vzor, ker če pač ti sam ne, pa govoriš mladi osebi, da ti to delaj, jaz pa ne bo, to ne bo šlo. Ne. Veste, vzgoja gre skozi vzor, žal drugače ne gre. Tako, no, pa če zdaj čisto na koncu pa preskočiva na drugo temo, glede na to, da ste evropski poslanec, pa se obetajo spremembe financiranja kohezijske politike in razvoja regij v naslednjem finančnem obdobju, to je 2028-2034. Kaj se obeta oziroma kaj si lahko kdo obeta zdaj od teh sprememb? No, bom strnil v 3 pomembne zadeve. Prva je ta, in vse so žal zaenkrat negativne, prva je ta, da ko se je predstavil načrt, oziroma recimo temu proračun za naslednjih 7 let, je problem v tem, da so denar, ki je bil namenjen regijam in njihovemu razvoju, zmanjšali. To je za mene rdeča luč. In sicer so rekli, sej ta denar lahko porabite tudi na druge namene. Ne. Med drugim je tukaj obramba, kar sem je že prej omenil. Ne. Če sem zdaj v številkah, včasih je kohezijska politika, torej ta, ki jo imamo danes, vredna 392 milijard, v novem proračunu je predvidena 212 milijard. Se pravi 170 milijard manj denarja za regionalni razvoj. Mislim, da je to napačna smer. Zakaj? Ker je zmanjševanje razlik med nami v Evropi temeljni razlog, zakaj Evropsko unijo sploh imamo. Veste, že danes so ljudje evroskeptični, že danes so ljudje nezadovoljni. Tudi v Sloveniji, ne, vzhodna, zahodna kohezijska regija. Še vedno živimo v praktično 2 svetovih. Vzhodni del, ki je manj razvit, in zahodni, ki je bolj. Zdaj si pa predstavljate, da bomo ta sredstva zmanjšali. Kako naj zdaj manj razvit ujame razvitega? Ne more ga. Nima šans. In to bo zelo, zelo velika slaba volja in jaz upam, no, da nas bo čim več, ker bomo v to probali pravzaprav staviti. Torej, številka 1 je z manj sredstev, številka 2, ki je problematična, je,
da se spreminja način razdeljevanja sredstev. Namreč do zdaj je ena politika imela, konkretno v kohezijskem primeru, določeno količino denarja in smo približno vedeli, da bo ta denar na koncu tudi prišel do regije oziroma do občine, če želite. Zdaj je predlog komisije, da se denar kohezijske politike, kmetijske politike, še nekaterih drugih, vrže v en lonc in vlada ne odloči, zakaj bo ta denar porabila. Se pravi nacionalne vlade. Tako je. Ja. In kaj se bo zdaj zgodilo? Zdaj, vse veste, kako je z vladami, ne kritiziram zdaj nobene posebej, za vse to enako velja. Vlade načeloma nimajo pogleda, kaj pravzaprav občina rabi in kako ji pomagati. In tukaj se lahko zdaj zgodi naslednje. Aha, nekdo, ki ti je blizu in ima nek vzvod, mu boš pomagal, nekdo, ki je daleč od oči, je tudi daleč od srca, na koncu nima nobenih sredstev. In to bi bila hudo nevarna zgodba, da bi se vse še bolj centralizirala, kot se že danes centralizira. Slovenija žal je zelo centralizirana država in bi si želel, da je manj. In to je druga past, ki se zdaj pripravlja. No, tretja past, ki jo pa ves čas nekako izpostavljamo, pa je, da bi morale, kakršenkoli že bo ta proračun na področju kohezijske politike vzpostaviti tako imenovani mehanizem nujnega posvetovanja. To pa je, ne more biti 1 evro v državi porabljen, če predtem niso bile povprašane tudi lokalne skupnosti. Torej, jaz vztrajam na tem, da morajo občine imeti vzvod, pritiska in da rečejo, mi to potrebujemo, ker kdo bolje ve, kaj ljudje rabijo kot tisti, ki z njim živi na terenu. Torej, da imajo ta vzvod in da se vzpostavi mehanizem posvetovanja, ki mora biti obvezen in odločujoč. Kaj to pomeni? Torej, ne samo, da reče vlada, smo se pogovarjali. To je premalo. Jaz hočem slišati, smo se dogovorili. Se pravi, ker če se samo pogovarjamo, nariš kljukco, pa nariš po svoje. To se ne sme zgoditi. Torej, mi želimo, da bi ta sistem bil tako narejen, da vedno na koncu imajo zadnjo pri tem tudi občine. Zaenkrat temu ni tako. Moram povedati, da se v parlamentu je zdaj oblikovala neka vsesplošna koalicija, ki je nezadovoljna s tem predlogom proračuna. Je pa nekaj pomembno. Parlament je zadnji v fazi pogajanj. Prva faza, kako bo proračun izgledal, so vlade držav članic. Z tega, ker vlade rečejo, mi vplačujemo in hočemo mediji vpliv. Pošteno, jaz tukaj nič ne problematiziram. Povem pa, da kdorkoli bo od marca naprej v slovenski vladi in če ne bo zelo borbeno spremljal razvoja toka dogodkov, se nam lahko zgodi zelo negativno presenečenje. Namreč, ta proračun, to je pa zdaj češnja na torti, predvideva, da bo približno 60% sredstev, ki jih Sloveniji pripadajo iz evropskega proračuna, nekako vrnen Sloveniji, za 40 bo potrebno se pa boriti, da jih boš dobil nazaj. Tudi z drugimi državami. In če tukaj ne bomo mi zelo dobro zagovarjali naših nacionalnih interesov, ali bog ne daj, ne bomo pozorni, da se bodo dogovorila neka pravila, ko mi ne bomo vedeli za njih, potem se nam lahko zgodi, da bo Slovenija iz Evropske unije dobila bistveno manj sredstev, kot jih dobi danes. Potem je napačno razumevanje, da Slovenija samo dobi zdaj ta sredstva in da jih dobi veliko več, kot recimo vlaga. Trenutna finančna perspektiva, ki še velja prihodnje leto, je zgrajena na tej politiki. Torej, mi smo vplačali noter določeno količino denarja, ampak smo še vedno neto prejemniki. To pomeni, da karkoli smo vplačali, še vedno lahko, ne avtomatsko, lahko dobimo nazaj več. To pa je, če imamo za to primerne projekte in z njimi seveda potem dosegamo cilje, s katerimi smo se mi, kot Republika Slovenija, zavezali. Zato je spet vlada pomembna. Ker ko se enkrat sklene dogovor s komisijo, to bodo prednostne vsi in da vlada pozabi nek del, recimo, potem je to zelo težko popraviti. Recimo en tak primer, župani in župani se bodo spomnili, je kanalizacija. Mi smo rekli, kanalizacije so upravičene gradnje samo tam, kjer je 2500 populacijskih enot. To smo si mi postavili za izhodišče. Pa ugotovimo, da imamo ogromno primerov, kjer nimamo 2500 enot in zdaj seveda jih ne morete financirati iz tega naslova. Ampak to smo si mi postavili. To ni Evropska unija, nič tam usilila. Tukaj moramo biti zdaj pošteni. Torej, kar hočem povedati je, rabili bomo nekoga v vladi, ki te stvari razume, drugič se zna najprej pogovoriti v lastni hiši, torej najprej v sami vladi in potem z občinami,
in potem se mora izboriti še napram Bruslu in drugim državam članicam. Torej, ta postopek bo zahteven in zaradi tega trdim, da bo treba biti tukaj res zelo, zelo pazljiv, da se ne bomo zbudili v nek svet in rekli, joj, ne, zdaj pa mi tega denarja ne bomo dobili nazaj. Ampak ja, nov proračun je že bolj, bom rekel, naravnan v smislu, treba se bo še bolj boriti za denar, kot to velja v aktualni finančni perspektivi. Verjetno pa velja tudi napotek, da je dobro biti aktiven državljan, Absolutno. da je dobro spremljati Absolutno. informacije To pa iz vedno. različnih verov, so Ja. nas včasih učili, Tako ne? je, tako je. In ne zganjati panike, pač Tako. pa biti pripravljen. Tako je. Tako je. Hvala lepa za ta pogovor in seveda ob naslednji priložnosti spet. Hvala za povabilo. Tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za pozornost. Lepo se imejte še naprej.